Leta 2022 je kitajski vohunski satelit preletel puščavo v Nevadi in opazil nekaj, kar naj ne bi obstajalo. Nekaj ogromnega. Nekaj, za kar ameriško vojno letalstvo nikoli ni uradno priznalo, da je zgradilo. Pentagon ni rekel ničesar. Kar, če poznate Pentagon, pomeni, da so imeli veliko zapovedati. Ta zgodba se začne sredi ničesar. Natančneje, na obsežnem testnem in vadbenem območju Nevade, NTTR, prostrano zaprto puščavsko območje, veliko kot Švica. To je kraj, kjer se rodijo, preizkušajo in pozabijo najbolj tajna ameriška orožja, če se ne izkažejo. To ni toliko vojaška baza, kot industrijska skrivnost. Puščavi Mojave in Velika kotlina sta bili že sami po sebi odlični pri ohranjanju skrivnosti. Ameriška vlada je tole uradno potrdila. Kaj točno so torej sateliti posneli? Je Kitajska odkrila dokaze o naslednjem ameriškem orožju, ki bo spremenilo pravila igre? Če pa gre zgolj za navadno skladišče, zakaj je potem večje od vsega, za kar je letalska sila kdajkoli priznala, da obstaja? Iskal sem odgovore. Februarja 2023 je kitajski vohunski balon preletel Združene države. Narisal je natančen vzorec osmice nad Montano. Lebdel je nad silosi Minuteman III na letalski bazi Malmstrom in pošiljal signale nazaj v Peking v realnem času. Balon je preletel območje, preden ga je F-22 končno sestrelil ob obali Južne Karoline. Javnost so uradniki prepričevali, da je bila obveščevalna vrednost omejena. A temu ni bilo tako. Ko so kasneje prišle na dan notranje ocene, so prikazale precej manj tolažilno sliko. Po teh poročilih je balon uspešno zbral obveščevalne podatke, ko je preletaval območje. Z drugimi besedami, zdi se, da je dosegel točno to, zaradi česar je bil poslan. Kitajski sateliti preletavajo Nevado večino dni v tednu. Ruski sateliti imajo svoje urnike. Če pa želite pogledati sami, vam bodo zasebna podjetja za satelitsko slikanje z veseljem prodala visokoločljive fotografije Groom Lake za nekaj $100. In analitiki, ki preučujejo te slike, vedno znova prihajajo do istega zaključka. Nekaj nenavadnega se gradi znotraj NTTR. Dokazi so vidni vsakomur, ki si jih želi ogledati. Vendar letalske sile še vedno nočejo priznati, da obstaja. V začetku leta 2022 je eden od teh zasebnih satelitov ujel bazo nepripravljeno med načrtovanimi preleti. Slika je prikazovala letalo v obliki delte, ki je stalo na vozni stezi na očeh vseh. Zaščitni šotor je bil postavljen čez del letala, vendar je bila konstrukcija še vedno dovolj izpostavljena, da se je videla silhueta pod njim. Oblika je bila nedvoumna, brez repa in zaobljenimi konicami kril, kar ne ustreza nobenemu letalu, ki ga je ameriško letalstvo kdaj javno priznalo. Uradne razlage ni bilo. Pentagon ni komentiral. Prav tako niso komentirali Northrop Grumman, Lockheed Martin, niti Boeing. Druge slike so prikazovale hangar, širok približno 65 metrov. Letalske sile ne gradijo tako velikih stavb za skladiščenje. Stavbe takšne velikosti se gradijo okoli nečesa posebnega. Nečesa, kar je, vsaj za zdaj, naj ne bi obstajala. In Kitajci so točno vedeli, kje iskati. Zemljišče, ki vse to skriva, se razteza daleč preko ene same baze. Od vzhodnih pobočij Sierra Nevade do zahodnega roba Nove Mehike pokriva ogromno, neprekinjeno območje z omejenim dostopom. Mojave na kalifornijski strani. Velika kotlina, ki se razprostira čez Nevado in Utah. Na cestnem atlasu je videti kot prazna puščava, na zaupnem zemljevidu pa kot eno najvrednejših zemljišč, ki jih je ameriška vlada kdajkoli nadzorovala. Kar sem odkril, bo preoblikovalo naslednjih 50 let svetovnega razmerja moči. Omejeno območje nad območjem za testiranje in urjenje v Nevadi pokriva več kot 12.000 kvadratnih milj. Še dodatnih 7.000 kvadratnih milj vojaškega zračnega prostora ga obdaja. Skupaj je to večje od Švice. Noben komercialni let ne prečka tega območja. Ministrstvo za obrambo je zračni prostor zaprlo 29. oktobra 1940. V 86 letih neprekinjenega nadzora so se meje na zemljevidu premikale le v eno smer, navzven. Raketni poligon. White Sands v južnem delu Nove Mehike pokriva 3200 kvadratnih milj na tleh. Če prištejemo še celoten omejeni zračni prostor, se razširi na skoraj 7600 kvadratnih milj, ki segajo od puščavskega dna do roba vesolja. To je največji omejeni zračni prostor Ministrstva za obrambo v državi. Nekaj ur zahodno leži pomorska letalska oborožitvena postaja China Lake, ki se razprostira na 1.100.000 akrov po zahodnem delu puščave Mojave. To predstavlja 85% vse zemlje, ki jo ameriška mornarica uporablja za preizkušanje novega orožja. Če združimo vse tri lokacije in dodamo še desetine manjših poligonov raztresenih po regiji, kar nastane, ni zbirka baz, temveč neprekinjeno prepovedano območje, ki se razteza čez 3 zvezne države.
To je največje zgoščeno vojaško preizkusno območje v človeški zgodovini. Združene države nadzorujejo več omejenega zračnega prostora nad svojim ozemljem kot skoraj katerakoli druga država na svetu. Več ga ima le Kitajska. Nič od tega se ni zgodilo po naključju. To je za rezultat 80-letnega projekta, ki se je raztezal čez 14 administracij, 6 velikih vojn in 2 popolni prenovi načina, kako Amerika razmišlja o vojskovanju. Kljub vsemu se smer nikoli zares ni spremenila. Zemljevid se je le še širil. Najbolj dragocena zemljišča v ameriškem vojnem stroju niso v Severni Virginiji, niti v inženirskih središčih Južne Kalifornije, niti celo v samem Pentagonu. To je pas suhih jezerskih dna, slanih ravnic in skalnatih kotanj. Kitajska tega ne more ponoviti v Gobi. Rusija tega ne more narediti v Sibiriji in Saudska Arabija tega ne more narediti v Rub al-Hali. Na zemlji ni pomankanja prazne zemlje. Nekatera je celo večja od ameriškega jugozahoda po površini. Toda nobeno od teh krajev ni zgradilo tega, kar je zgradil ameriški jugozahod. Ker ne gre samo za prostor, gre za 4 pogoje, ki morajo vsi obstajati hkrati. Prvi je sam zrak. Velika kotlina leži med 1200 in 1800 metri nadmorske višine. Atmosfera tukaj je redka, stabilna in predvidljiva na način, kot ni na nižjih nadmorskih višinah. Radarski očitki so bolj čisti, senzori ostanejo dlje časa umerjeni in rakete letijo z manj zunanjih motenj. Tudi majhne spremenljivke, ki bi drugje popačile podatke, so tukaj zmanjšane. Letalski preizkusi, izvedeni nad Groom Lakeom, zagotavljajo bolj čiste in zanesljive podatke kot obalni poligoni, tudi v najboljših pogojih. Potem je tu še nebo. Mojave in Velika kotlina imata skupaj več kot 300 dni brez oblakov na leto. Sledenje vozilu pri hitrosti nad Mach 1 zahteva neprekinjen, neoviran pogled čez stotine milj. Ena sama plast oblakov lahko uniči preizkus, katerega priprava je trajala 18 mesecev. Pod vsem tem je tla. Suha jezerska dna so ene najravnejših naravnih površin na planetu. Groom Lake, Rogers Dry Lake pri Edwardsu, Gypsum Flats pri White Sandsu, Yucca Dry Lake znotraj NTTR. Za uporabo kot pristajalne steze ne potrebujejo priprave ali gradnje. Novo letalo lahko pristane neposredno na golem jezerskem dnu, se dotakne tal in se ustavi na ničemer drugem kot na zbiti zemlji. Zadnji pogoj je tisti, ki ga tuji načrtovalci najbolj podcenjujejo. Bližina. Air Force Plant 42 v Palmdaleu je približno 1 uro vožnje s tovornjakom od Edwards. Druže zmogljivosti so dovolj blizu, da lahko inženirji zjutraj zapustijo projektno sobo in že popoldne opazujejo testiranje opreme v puščavi. Tudi glavna letalska središča ob obali, kot sta Lockheed Martin in Raytheon, so dosegljiva v pol dneva. Tako ameriški jugozahod ne ponuja le prazne zemlje, ponuja pravo vrsto prazne zemlje. Vse je postavljeno na pravi način, poleg prave industrije, pod pravim nebom. Ta kombinacija ni nastala po naključju. To je temelj 80-letnega sistema, zgrajenega plast za plastjo. Sčasoma je ta sistem preoblikoval vojno. Več kot enkrat je pomagal popolnoma spremeniti pravila. Polygon White Sands pokriva več površine kot Rhode Island in Delaware skupaj. Če bi znotraj njegove ograje postavili 9 največjih vojaških baz, bi vam še vedno ostalo dovolj prostora. Vojska, mornarica, letalske sile, NASA in približno 200 zasebnih pogodbenikov imajo tukaj svojo bazo. In vsi pridejo sem zaradi ene stvari, da preizkušajo stvari, ki jih preprosto ni mogoče preizkusiti nikjer drugje. Vsak ameriški hipersonični program, ki je trenutno v razvoju, se ocenjuje tukaj. Ničjer drugje v državi ni takšne kombinacije odprtega zračnega prostora in nadzorovanega območja. Nikjer drugje v Združenih državah ne morete realno leteti z vozilom pri hitrosti Mach 8. Znotraj kompleksa White Sands se nahaja preizkusni objekt za visokoenergijske laserske sisteme. Nahaja se v utrjenem bunkerju, zasnovanem tako, da prenese pogoje blizu jedrskega napada. V njem so nameščeni nekateri najnaprednejši sistemi usmerjene energije v obrambnem ministrstvu, vključno s pomorskim večplastnim laserskim obrambnim sistemom. Leta 2022 je uspešno zadela dron, ki je simuliral podzvočno križarsko raketo. Če ima laserska doba ameriškega orožja rojstni kraj, je to ta košček zemlje v Novi Mehiki. Nekaj 100 milj zahodno leži mornariška postaja za letalsko oborožitev China Lake. Tu so mornariški inženirji leta 1950 izdelali prvi AEM-9 Sidewinder, zasnovo, ki je desetletja postala standardna raketa za lovce. NATO, približno 85% vsega orožja, izstreljenega iz zraka, ki ga zdaj uporablja ameriška mornarica, je bilo izdelanega ali preizkušenega na Kitajskem jezeru, vključno z delom na križarskih raketah Tomahawk. Kitajsko jezero zdaj izvaja preizkuse usmerjene energije in testiranje hipersoničnih komponent. Izvaja naslednjo generacijo zrak-zrak raket, tistih, ki morajo premagati senzorje kitajskih lovcev. Novi programi zamenjajo stare takoj, ko stari zapustijo proizvodnjo. NTTR je srce vsega tega.
Znotraj ograje stojijo modeli sovjetskih, ruskih, kitajskih in iranskih sistemov zračne obrambe. Simulatorji groženj ustvarjajo elektronske podpise, ki zelo natančno posnemajo resnične položaje raketnih sistemov Zemlja-zrak. Piloti, ki letijo na vajah Red Flag, se urijo proti zračni obrambi, ki se obnaša tako kot tista, s katero bi se soočili nad Pekingom, Moskvo ali Teheranom. Usposabljanje je tako realistično, da zavezniška letalstva pošiljajo svoje najboljše lovce na iste vaje. Velika Britanija, Avstralija, Južna Koreja, Japonska. Nikjer drugje zunaj ozemlja ZDA ni ničesar primerljivega. Sam Polygon se neprekinjeno posodablja že 80 let. Starejše radarske sisteme iz Trumanove dobe so zamenjali, ne da bi kadarkoli prekinili delovanje. Omrežje ni nikoli prenehalo delovati. Desetletja neprekinjenih testiranj so ustvarila največjo zalogo podatkov o letih na svetu. Ta arhiv je postal posebna oblika prednosti, ker je nobena tuja sila ne more ponoviti, ne da bi opravila enakih 80 let eksperimentov od začetka. Od začetka 90. let prejšnjega stoletja je Kitajska vložila približno 1,5 bilijona dolarjev v vojaške nadgradnje. Letalske sile ljudske osvobodilne vojske zdaj ima več naprednih lovcev kot ameriške letalske sile, če gledamo zgolj številke, odvisno od tega, kako štejete floto. J-10. Kakorkoli pogledate, kitajska zračna moč hitro zmanjšuje zaostanek. Najbližji kitajski ekvivalent je Žukov v gobi in primerjava naredi ameriško prednost bolj jasno, kot bi lahko katerakoli statistika. Ni območja za preizkušanje orožja v živo in ni večjega središča letalsko-vesoljske proizvodnje v krogu 600 mil. Rakete so omejene na ozke orbitalne poti. Ni integriranega koridorja za testiranje orožja, ni ničesar, kar bi bilo primerljivo z vajo Red Flag. Ni primerljivih zaupnih povezav, ki bi povezovale Edwards, Groom Lake, White Sands in China Lake. Do leta 2018. Ameriški uradniki so ocenili, da je Kitajska v istem obdobju izvedla približno 20krat več hipersoničnih preizkusnih letov kot Združene države. To je dokaz, da program napreduje hitro. Ampak obstaja težava. Kitajska preizkusna mreža je razpršena po vsej državi. Dobavne verige so razdeljene. Ameriški jugozahod vse opravi v eni povezani coni. To pomeni ogromno razliko. Toda težava Pekinga je čas. Radarske mreže White Sands so bile izpopolnjene od leta 1945. Ko so prvič prispeli zajeti nemški deli rakete V2, se letalski podatkovni arhivi raztezajo vse do preizkusnih programov iz časa Eisenhowerjeve dobe. Zaupne povezave povezujejo Edwards, Groom Lake, Tonopah, White Sands in China Lake v sistem, ki so ga gradile generacije inženirjev. Tudi pravila, ki civilnim letalom preprečujejo vstop v omejene koridorje, so bila napisana leta 1940 in nikoli niso prenehala veljati. Kitajska je začela graditi svojo različico v zgodnjih 90. letih. Pri gradnji napreduje hitreje. Steze lahko zgradijo v nekaj mesecih, radarske postaje pa v manj kot enem letu. Toda hitrost ne more nadomestiti poskusov in napak. Nekatera sredstva niso povezana samo z denarjem. Če želite videti, kako se ta razlika kaže v resničnosti, si oglejte. Chengdu J-20. Prvič je poletel januarja 2011 in že v nekaj dneh so se fotografije pojavile na spletu. V enem tednu je Pentagon že videl jasne slike letala, še preden je opravilo svoj prvi letalski cikel. Primerjajte to s F-117. ZDA so ga popolnoma skrivale 7 let, preden so sploh priznale, da obstaja. Tako visoko stopnjo prikrivanja je za Kitajsko veliko težje doseči. Njena testna območja so bližje civilnim cestam in njena infrastruktura je bolj izpostavljena. Torej, ja, razlika se zmanjšuje. Vsak resen analitik vam bo to povedal, vendar še ni izginila. In prednost ZDA, ki ostaja, je vse bolj skoncentrirana v programih, ki so povsem skriti pred javnostjo. In Groom Lake je dokaz za to. Omejeno območje R4808N že desetletja obdaja bazo. Vloge pri FAA opisujejo njegov namen kot testiranje in usposabljanje. Avgusta 2014 so na južnem koncu vozne steze pri Groom Lakeu začeli graditi novo hangar. Civilni analitiki so pridobili satelitske posnetke, ki prikazujejo površino približno 65x65 metrov. Kmalu zatem je letalski zgodovinar Peter Merlin spremljal gradnjo ločene stavbe. Bila je precej večja od vsega, kar je bilo prej zgrajeno na bazi. Približno v istem času je ameriško letalstvo začelo zapirati okoliško zemljišče. Oktobra 2015 je ameriško letalstvo po letih neuspešnih pogajanj zasegla rudnik Groom. To je bila zadnja zasebna lastnina z jasnim pogledom na bazo. Družina, ki je imela lastništvo nad zemljiščem že generacije, je bila izrinjena, ko so se pogovori prekinili. Nekaj let kasneje, v začetku leta 2018, je ameriško letalstvo zaprosilo kongres. Zahtevali so umik 300.000 akrov iz naravnega zavetišča za divje živali v puščavi, da bi razširili NTTR.
Naravovarstveniki in domorodna ljudstva so se uprli in načrt je na koncu propadel. Baza se je kljub temu še naprej širila. Med letoma 2018 in 2020 so na različnih hangarjih zgradili nova podaljšanja streh. Zgleda, kot da ni nič posebnega. V praksi pa omogočajo letalom, da zaženejo motorje in vozijo po stezi in vzletijo, ne da bi bili kadarkoli izpostavljeni nadzoru iz zraka. Ameriško letalstvo že zdaj veliko premikov na tleh načrtujejo glede na prelete satelitov. Te strukture to naredijo nepotrebno. Na to je prišla slika, ki je pritegnila pozornost vseh. V začetku leta 2022 je satelit podjetja Planet Labs ujel skrivnostno letalo v obliki delte, ki je stalo na očeh vseh na vozni stezi. Kot je dejal analitik Tyler Ragaway, ni bilo podobno ničemur, kar bi prej videli na Groom Lake. Do leta 2025. Opazovalci so zbrali še več namigov. Še en namig je prišel iz enega najbolj nenavadnih letal ameriškega letalstva, močno predelanega Boeinga 737, znanega po klicnem znaku RAT 55. Njegova naloga je leteti ob skrivnostnih letalih in meriti, kako vidna so radarju iz vseh kotov. Večkrat so sledilci opazili RAT 55, kako leti nad Mohavejem, pogosto v vzorcih povezanih s testiranjem prikritosti. RAT 55 leti le, kadar je nekaj vredno merjenja in njegova stalna prisotnost nakazuje, da se tam zunaj dogaja nekaj novega. Ameriško letalstvo ni reklo ničesar, prav tako ne Pentagon ali katerikoli od večjih pogodbenikov. Nove satelitske slike iz marca 2026 so pokazale nekaj drugega. Nova hangar na suhem jezeru Papoose Lake. Do takrat so opazovalci domnevali, da je Papoose območje za testiranje senzorjev ali rezervna pristajalna steza. Hangar v polni velikosti tam nakazuje nekaj drugega. Letalske sile razdeljujejo svoje tajne programe na več lokacij. Tudi pooblaščeni delavci na eni lokaciji ne vedo več, kaj se dogaja na sosednji. Primerjajte to z razvojem B-21 Raiderja. B-21 je sledil povsem drugačni poti. Podeljen podjetju Northrop Grumman leta 2015 je bil večinoma razvit javno, predstavljen na televizijski slovesnosti leta 2022 in prvič poletel leta 2023, preden je začel letalske preizkuse na letališču Edwards. Letalske sile nikoli niso poskušale skriti obstoja tega letala. In to je bila namerna odločitev. Na neki točki so uradniki odločili, da je dejstvo, da bombnik obstaja, manj pomembno od zmogljivosti, ki so skrite v njem. To vam veliko pove o tem, kaj se dogaja znotraj ograje Groom Lake. Ker če je bilo B-21 varno razkriti, pomislite, kaj ni bilo. Karkoli še vedno zahteva popolno tajnost Groom Lakea, je bilo ocenjeno kot veliko bolj občutljivo kot najnovejši ameriški bombnik. Glede na to, kar je pricurljalo, naslednja generacija ameriške zračne moči temelji na 3 delih. Lovcu 6. generacije v okviru programa zračne prevlade naslednje generacije, floti brezpilotnih spremljevalcev, znanih kot sodelovalna bojna letala, in 3. zmogljivosti, o kateri letalske sile še vedno nočejo javno govoriti. Prvi 2 imata javna imena, 3. pa ne. Vsak enakovreden tekmec, s katerim se soočajo Združene države, gradi hipersonično udarno orožje. Rakete, ki letijo s hitrostjo Mach 5 ali več, na višinah, kjer vsak trenutni ameriški prestreznik izgubi doseg, še preden lahko zmanjša razdaljo. Pentagon je to javno priznal. To je luknja v celotni obrambni arhitekturi. Zaupni proračun letalskih sil že več let zapored vsebuje neidentificirano postavko. Analitiki, ki se s temi stvarmi profesionalno ukvarjajo, je ne morejo povezati z nobenim znanim programom. Ne ustreza lovcu 6. generacije, ne ustreza sodelovalnemu bojnemu letalu, ne ustreza nobenemu trenutno priznanemu programu usmerjene energije. In potem je tu RAT 55. Letalo za merjenje prikritosti so opazili v letalskih profilih, za katere analitiki pravijo, da niso skladni s testiranjem običajnega letala. Nekaj se meri v tej puščavi, kar nima imena. In letalske sile ga ne bodo poimenovale. Medtem pa se brezpilotna komponenta že oblikuje. Leta 2024 so letalske sile izbrale General Atomics in Anduril za izdelavo prvega vala sodelovalnih bojnih letal s testiranjem v zraku, ki poteka znotraj kompleksa v Nevadi. Cilj je vsaj 1000 takšnih letal. Zasnovani so tako, da letijo pred lovci s posadko in nosijo senzorje, orožje ali opremo za elektronsko bojevanje. Če sovražnik izstreli rakete, so droni prvi zadeti. Pilot preživi in misija se nadaljuje. In potem je tu še 3. del, tisti, ki ga nihče ni pripravljen poimenovati. Razlog, ki morda pojasnjuje, zakaj se Groom Lake še vedno širi. To ni prvič, že puščava skrivala orožje, ki je spremenilo zgodovino. Aprila 1955 je CIA izbrala Groom Lake za popolnoma novo vohunsko letalo. Izbirna komisija je preletela suho jezersko dno, ga pogledala in takoj izbrala lokacijo. Ravno jezersko dno, zaprti zračni prostor Nevade, oddaljenost od katerega koli mesta.
Nobena druga lokacija v državi ni ponujala ničesar podobnega. U-2 je bil zasnovan v Skunk Works v Burbanku v približno 8 mesecih. Avgusta tistega leta je bil prvi prototip že narejen in je letel nad golim jezerskim dnom. Do 4. julija 1956. U-2 je letel nad sovjetskim ozemljem na višini 70.000 čevljev. To je bilo nad maksimalno višino vseh sovjetskih lovcev in izven dosega vseh sovjetskih raket, ki so bile takrat v uporabi. To je model, po katerem puščava deluje še danes. Zgradi v tajnosti, leti v tajnosti in ga uporabi, preden nasprotna stran sploh ve, da je resničen. U-2 je bil na koncu sestreljen nad Sverdlovskom 1. maja 1960. Sovjeti so razkazovali razbitine in ujetega pilota pred kamerami. In tako je bilo s tajnostjo programa konec. Toda do takrat so Združene države že 4 leta izvajale misije in izvidniške polete nad sovjetskimi bazami. Fotografije, ki jih je U-2 prinesel nazaj, so spremenile razumevanje ameriških načrtovalcev o sovjetskih zmogljivostih. Kubanska raketna kriza je izbruhnila leta 1962. Posnetki, ki jih je zajel U-2, so natančno razkrili, kje so bile sovjetske rakete in kako so bile postavljene. Obveščevalni podatki, ki jih je letalo zbralo, so program več kot 1000-krat upravičili. In to je bil začetek. Naslednje letalo iz te puščave ni le preletelo sovjetskega ozemlja. Sovjete je izzvalo, naj ukrepajo. SR-71 Blackbird je prvič poletel leta 1964. Letelo je s hitrostjo približno 2200 milj na uro na višinah nad 85.000 čevljev. To ga je postavilo nad največjo višino vseh sovjetskih prestreznikov in izven dosega vseh protiletalskih raket, ki so bile takrat v uporabi. Celotno hladno vojno SR-71 je izvajal izvidniške misije nad prepovedanim ozemljem in se vrnil s fotografijami, še preden je kdorkoli na tleh lahko reagiral. Srijeti so poskušali. V času operativne uporabe SR-71 so izstrelili več kot 4000 raket nanj, pa ga niso zadeli niti enkrat. Inženiring, potreben za izdelavo nečesa tako hitrega, je mejil na namerno absurdnost. Aluminij se pri hitrostih SR-71 stopi. Zato je bilo ogrodje letala izdelano iz titana. Večina tega je bila z veliko ironije pridobljena iz Sovjetske zveze prek slamnatih podjetij. Pri potovalni hitrosti se je površina segrela na več kot 500 stopinj Fahrenheita. Celotna konstrukcija letala pa se je podaljšala za več centimetrov. Rezervoarji za gorivo so bili zasnovani tako, da so na tleh puščali. Tesnili so šele, ko se je kovina na višini razširila. Letalo je bilo namerno pokvarjeno, dokler ni šlo dovolj hitro, da se je popravilo samo. Več let je ostalo tajno. Sovjeti so vedeli, da je nekaj v njihovem zračnem prostoru. Njegovemu radarskemu odrazu so lahko dovolj dobro sledili, da so lahko streljali nanj. Niso ga pa mogli ujeti, niso ga mogli ustaviti in niso mogli javno priznati, da tuje letalo prosto leti nad njihovimi najbolj občutljivimi objekti. Ko je program postal javen, je že opravil na stotine misij. Obveščevalni podatki, ki jih je zbral, so oblikovali ameriško strateško načrtovanje za 2 desetletji. U-2 je dokazal, da lahko puščava skrije orožje. SR-71 je dokazal, da lahko skrije orožje, ki je nasprotnika naredilo nemočnega, medtem ko se je vse to dogajalo. Revolucija prikritega letenja se je začela v tej puščavi. A puščava tega ni dosegla sama. Vsako letalo v tej vrsti, U-2, SR-71 letala, ki so sledila, je zgradila ista organizacija, delujoča po istih pravilih v isti stavbi. V Palmdaleu, Kaliforniji, približno 1 uro od testnih območij, kjer so končni izdelki prvič poleteli. Imenuje se Skunk Works, napredni razvojni oddelek podjetja Lockheed. Kelly Johnson ga je vodil od 40 let naprej po filozofiji, ki se v resnici nikoli ni spremenila. Majhna ekipa, izjemna tajnost, neposreden dostop do testnih objektov in inženirji z dovolj pooblastili, da sprejemajo odločitve, ne da bi morali prositi za dovoljenje. Brez komisij, brez dolgih verig odobritev in brez javnih objav. U-2 je prešel od zasnove do prvega poleta v 8 mesecih. 8 mesecev. Sledil je SR-71, nato Have Blue, potem F-117 in nato F-22. Skunk Works še vedno obstaja. Še vedno je v Palmdaleu in še vedno je tajen. Inženirje, ki tam danes delajo, so izučili inženirje, ki so delali na prejšnjih programih. Institucionalno znanje se ne upokoji, ko se ljudje upokojijo, prenese se naprej. In objekti, ki jih potrebuje za testiranje, karkoli trenutno gradi, so še vedno v isti puščavi, kjer so bili vedno. Puščava je dala geografske danosti. Skunk Works je zagotovil metodo. Ta kombinacija deluje neprekinjeno že 80 let. To ni več program, to je sistem. In sisteme je veliko težje ponoviti kot zgradbe. Lockheedov demonstrator Have Blue je prvič poletel na Groom Lake leta 1977, nato pa je strmoglavil. Prvi prototip je padel maja 1978. Drugi prototip je sledil julija 1979. Enak rezultat.
Na tej točki program ni imel nobenega letečega letala, nobenega dokazanega operativnega koncepta in ekipo Skunkworks, ki je pravkar uničila obe testni vozili. Koncept prikritega letala še nikoli ni bil dokazan v operativnem merilu. Dve nesreči v 2 letih v puščavi, o kateri nihče ni smel govoriti. Kjerkoli drugje bi se program tam končal. Vendar pa je letalske sile vztrajala. Iskali so podatke. Senzorji na obeh letalih so zabeležili vse v sekundah pred trkom. Kaj je trup letala počel? Kako se je radarski odtis obnašal pod obremenitvijo? Kaj je odpovedalo in v kakšnem zaporedju? F-117, ki je leta 1991 zdrsnil skozi bagdadsko zračno obrambo, ni bil zgrajen kljub tistim nesrečam. Zgrajen je bil zaradi njih. Kitajska lahko zgradi preizkusni objekt hitreje kot Združene države. Ne more pa ustvariti desetletje dokumentiranih neuspehov in iz njih izluščiti inženirskih lekcij. Vsaka nesreča v tej puščavi napaja arhiv. Nič ni zavrženo. Noben proračun za gradnjo ne more ponoviti te prednosti. Nekaj let kasneje, letalo, ki je postalo F-117 Nighthawk, je vzletalo z istega jezerskega dna. Do leta 1983 letalske sile so že imele operativna stealth letala na preizkusnem območju Tonopeh, pa tega skoraj nihče ni vedel. Leta so posadke vozili z avtobusi v varovana območja, leteli so skoraj izključno po noči in delovali v strogi tajnosti. Bilo je tako učinkovito, da Pentagon uradno ni priznal F-117. Vse do leta 1988. Do takrat je letalo že 5 let aktivno služilo in opravilo stotine nalog. Celotna stealth eskadrilja je obstajala, še preden je javnost vedela, da je reaktivno letalo resnično. Nato je prišla puščavska nevihta. Prvo noč vojne, v 111, so se neopazno prebili skozi eno najgostejših protizračnih obrambnih omrežij na svetu in zadeli cilje okoli Bagdada, ne da bi izgubili eno samo letalo zaradi sovražnega ognja. Iraški radijski operaterji so imeli težavo, s katero se ni želela soočiti nobena vojska. Poskušali so se braniti pred orožjem, za katerega komaj da sploh vedeli, da obstaja. To je bila prava prednost. Združene države niso le razvile tehnologije stealth, ampak so jo dovolj dolgo skrivale, da so jo lahko uporabile. Ko so ameriški tekmeci razumeli, kaj je bilo ustvarjeno v nevadanski puščavi, je ta tehnologija že spremenila pravila bojevanja. Tudi brezpilotno letalo Predator so testirali tukaj. General Atomics je z njim opravil prvi polet julija 1994 z letališča El Mirage v Mojaveju. Ravna tla znotraj širšega kompleksa v Nevadi so to omogočila. Inženirji so potrebovali kraj, kjer bi lahko varno testirali daljinsko vodenje na razdaljah, ki jih drugje ni mogoče zagotoviti. Do leta 2001 je Predator že izvajal bojne misije nad Afganistanom. Kitajska ni uvedla ničesar do leta 2014. To je Združenim državam dalo več kot 20 let neizpodbijane prevlade v tehnologiji, ki je od takrat preoblikovala vojskovanje od Iraka do Jemna in Ukrajine. Vzorec je na tej točki preveč dosleden, da bi bil zgolj sreča. Puščava ni le kraj, kjer se ta orožja po naključju testirajo. Pravzaprav je tisto, kar sploh omogoča njihov izum. Karkoli že je v novih hangarjih pri Groom Lakeu, ne bo videti kot njegova končna oblika. Časovnico gradnje je mogoče določiti s pomočjo komercialnih satelitskih posnetkov, vendar je tisto, kar je pomembno, samo letalo se nikoli ne pojavi. Letalske sile so desetletja reševale problem nadzora iz zraka. Prikrite steze skrivajo premike po tleh. Letalski urniki se prilagajajo preletom satelitov. Ločeni objekti nakazujejo, da hkrati poteka več programov. Iz vesolja lahko vidiš le lupino, ne pa tudi, kaj je v njej. In to je meja, na katero naleti vsaka tuja obveščevalna služba. Vse omejujejo iste 3 stvari: kod, ločljivost in čas. Informacije, ki so dejansko pomembne, nikoli ne pridejo v kader. To je najbolj nenavaden del. Države, ki najbolj potrebujejo informacije o tem, kaj se gradi v puščavi Nevade, so tiste, ki to najtežje odkrijejo. Ne zato, ker ne bi iskali, ampak ker je bil po 86 letih izpopolnjevanja sistem zasnovan tako, da jih premaga. Trenutno tuji vohuni nimajo pojma, kaj o hangarjih. Nimajo pojma, kdaj bo letalo poletelo. Nimajo pojma, kaj bo počelo, ko bo, in ko bodo to ugotovili, bo že prepozno. Letalo bo že v uporabi, razvoj pa se bo že premaknil na naslednji projekt. Ni dokazov, da bi se ta razkorak kmalu zmanjšal. Razlog je v tem, da prava prednost ni v strojni opremi. Gre za nakopičeno znanje, ki se prenaša iz generacije inženirjev na naslednjo. Ljudje, ki so gradili F-117, so pomagali oblikovati B-2. Inženirji, ki so stali za B-2, so pomagali graditi B-21. Številne ekipe, ki danes delajo na tajnih programih, so izučili ljudje, ki so bili pred njimi. Puščava je tista, ki ohranja to verigo pri življenju. Inženirji preživijo celotno kariero, ko se selijo med istimi nekaj objekti in seboj prenašajo izkušnje.
Programi ostajajo znotraj zračnega prostora, ki se že desetletja upira zunanjemu nadzoru. Podatki se stekajo v testno infrastrukturo, ki se izboljšuje že od leta 1945, ko so prvi zajeti nemški deli rakete V-2 prispeli v White Sands. Lahko porabite milijarde za nove stavbe. Kar ne morete kupiti, je 80 let neprekinjenih izkušenj, kar nas pripelje nazaj do vohunskega balona, ki je začel to zgodbo. Tisti izvidniški polet ni bil naključen. Peking ga je poslal, da bi kartiral baze znotraj kompleksa. Kitajski vohuni so s potovanjem nekaj pridobili, a Kitajska je prav tako izgubila senzorsko platformo. S tem je Združenim državam v zameno predala kos vohunske opreme, ki so ga lahko razstavili. Balon je vstopil v ameriški zračni prostor skozi Aleute, prečkal je Idaho in nato zanesel proti jugu skozi Montano, neposredno nad silose Minuteman III v Malmstromu. Vsak del poti je potekal nad ameriškimi strateškimi sredstvi. Kitajci so izbrali pot. Natanko so vedeli, kje želijo, da senzori prisluškujejo. Ameriško zunanje ministrstvo je kasneje potrdil, da je bil balon del širše kitajske flote, tiste, ki je letela nad več kot 40 državami na 5 celinah. Washington je izključil občutljive oddajnike na bazah pod letalsko potjo. Ta poteza sama po sebi je pokazala, kako resno ZDA jemljejo Pekingovo vohunjenje. Satelitski preleti, ki vsak dan preletijo puščavo, so poskusi videti tisto, kar ni namenjeno, da bi bilo vidno. Širitev omejenega zračnega prostora, pokrite vozne steze, no hangar pri papus. Vsak od teh je odgovor na ta pritisk. Letalske sile ne varujejo le obstoječih skrivnosti. Te skrivnosti delajo še težje dostopne. Tajnost varuje programe, programi pa upravičujejo tajnost. Ta krog se vzdržuje sam. Jugozahod ZDA je morda največja koncentracija nevidnega dela v ameriški zgodovini. Že generacije, desettisoči delavcev so preživeli celotne kariere na programih, o katerih niso nikoli smeli govoriti. Letala, ki so spremenila vojskovanje, so izdelali ljudje, katerih imena se nikoli niso pojavila v naslovih in pogosto tudi nikoli ne bodo. Vojaške prednosti, ki so opredelile ameriško stoletje, je ustvarila ta delovna sila. Naslednja velika vojna bi se lahko odločila v prvih dneh. Zračna premoč bo oblikovala vse, kar sledi. Letala, ki bodo najbolj pomembna, morda niso tista, ki jih javnost pozna danes. Morda so to tista, ki stojijo v hangarjih, katerih obstoj letalske sile še vedno noče priznati. Združene države že več kot desetletje niso uvedle novega, pilotiranega lovca za zračno premoč. Program zračne prevlade naslednje generacije naj bi to spremenil. Poročila, ki segajo v leto 2020, nakazujejo, da je prototip že skrivaj poletel iz nekje znotraj kompleksa v Nevadi. Druge države lahko kupijo napredne lovce. Saudska Arabija jih je že kupila. Združeni Arabski Emirati so to storili. Južna Koreja je to storila. Kar pa ne morejo storiti, je ustvariti povsem novo kategorijo orožja, še preden kdorkoli drug sploh ve, da ta kategorija obstaja. Nobena druga država ne združuje enake geografije, enake industrijske osnove, enakega institucionalnega znanja in enakega zaščitenega zračnega prostora. Satelit preleti območje, zajame posnetek suhega jezerskega dna, nekaj hangarjev, vzletno pristajalno stezo, nekaj omejenega zračnega prostora. Slika je videti povsem običajna. Analitik, ki jo pregleduje, pa ne najde ničesar. In prav to je bistvo. Isti sistem, ki je med hladno vojno skrival revolucionarna letala, deluje še danes. Tajni proračun letalskih sil zdaj presega 30 milijard dolarjev na leto. Velik del tega denarja izgine v tej puščavi, financira objekte, programe in letala, ki ostajajo očem javnosti skrita. In to je prava lekcija. Najbolj dragocena stvar v nevadski puščavi nikoli niso bila letala. To je sposobnost, da jih zgradijo v tajnosti. Ko je en program razkrit, naslednji že leti za novo plastjo varnosti. Tako je že več kot 86 let. In če to še vedno deluje, potem prihodnost zračne moči verjetno še ni nekaj, kar smo videli. Je pa nekaj, kar je že videlo nas. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, se prosim naročite in vklopite obvestila. To res veliko pomeni. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič na MapPacku.